Živijo barabe. Po 3 mesecih nov video. Enostavno nekako sem mogel si vzeti čas, oziroma ni bil niti primeren čas, da bi karkoli prej objavljal ravno zaradi poplav. Zdelo se mi je malo narobe, da bi v tem času objavljal videe in karkoli, no, ne vem. Mogoče se motim in danes bom v videu malo govoril o poplavah, o tem, kako sem prodal dres Jana Oblaka za 5000 evrov. Poplave. Servus. To je pač, kot se je zgodila vojna, ko se uporablja tisti stavek, nikad se ponovilo. Enako velja za poplave. Jaz sem tisti dan oziroma 2 dni pred poplavami sem ravno prišel iz dopusta iz Maroka in še takrat cel nahajpan v Maroku. Sem delil tiste videe, hotel, pa plaže, ono. Evo, 2 dni kasneje cela Slovenija pod vodo, ne. In še dan prej sem napisal status, da pač meteorologi so postali novi epidemiologi in kako zopet perejo mozak. In potem se je zgodila pizdarija in sem prav slabo vest, da sem o tem pisal. Cela Slovenija pod vodo, gledaš tiste videe, slike na Facebooku, kaj se je vse zgodilo. Pač ne moreš verjeti, da se je to zgodilo pri nas. Videl sem že Koroška, ko je bila poplavljena, mislim, da 2010 ali kdaj je bila, ko mi je foter kazal, kje vse je bila voda, ampak daleč od tega, kar se je zgodilo 2 meseca nazaj, oziroma 1 mesec, dober mesec. In nič, jaz gledam te videe, fotke, vidiš, da ljudje so izgubili vse. Ti si doma ko prasec na suhem kavču, pod suho streho, suhi zidovi, imaš vse. In prav sem se počutil tako nekoristnega in prav me je pekla vest, da nisem tam in da, ne vem, pomagam, karkoli, držim lopato. Tisto vodo kurčevo spravljam iz stanovanj, hiš, kleti. In nisem pač mogel ležati doma kot nek prasec, ki imam vse. Nam, hvala Bogu, se ni zgodilo nič. In valjda s kolegi se dobimo in se zmenimo, pač ajde, gremo proti Mozirju. Sigurno bomo nekje najdli nekoga, da mu pomagamo. In res je, mi se odpeljemo proti Mozirju in takrat smo naleteli na to gospo Tinko. Gospa Tinka je s tistim malim lončkom za rože spravljala vodo ven iz kleti. Nikjer nobenega, da bi pomagal. Ona in še ena soseda, obe sta bili nekje enako stari, se pravi tam 70 let, 70 plus. In jaz pač zagledam gospo in vprašam, gospa, rabite pomoč? In ko da se je pokazal Jezus in apostoli, ja, prosim. Domačini hodijo mimo, noben ne pomaga, nič. In valjda, brez mišljenja smo zagrabili za lopate, vrče, vse, kar je pač se dalo in smo začeli prazniti vodo iz kleti in ute in vse, kjer je pač voda bila. Seveda s pomočjo gasilcev. Hvala Bogu, da je Tinki voda prišla samo do kleti oziroma malo nad kletjo.
Je pa ji uničila seveda uto, kjer je imela ogromno enih spominov na pokojnega moža, in ko si vlačil te stvari ven, ki jih je voda uničila, je bilo kar malo naporno to gledati. In nič, garaško konj, ko bik. To je en gospod rekel, da so za neznanca ljudje garali ko biki, ne. In res je, delaš ko fukjen, ko da se gre zate, ko da se gre za tvoje življenje. Stari, to smo delali, to se nisi ustavil 5 minut, to si v vodo vlačil, nosil, lopata. Dejansko, ja, kot bik si delal za nekoga, ki ga prvič vidiš. Tako da Tinki smo potem spravili to vodo ven iz kleti, res prijetna gospa, zelo taka srčna, dobra, mila. Tinka, upam, da ste v redu. Čakam na resen krompir in pohano. In če delamo vse te neumnosti, dajmo vsaj tu pa tam narediti kaj pametnega. In potem smo šli še en dan v Mozirje, potem 3. ali 4. dan smo bili v Letušu, to je tudi tu pri Celju in tukaj tudi stari, konec sveta. Podrte bajte, kot da gledaš posnetke iz Ukrajine, tam, kjer je pač vojna. In to je 5 minut stran od Celja, ajde 10. Dejansko, veš ti, ko vidiš videe in fotke, to je eno, ma ko vidiš to v živo, jebem ti mater, da to se zdaj čudno sliši, ampak to sploh ni zdravo vedeti, to je živo. Ko vidiš to stisko ljudi, vse to podrto, porušeno, to te potem, itak te, bom rekel, zaznamuje, ko vidiš to v živo, ne. Nočem vedeti, kaj dela tem ljudem, ki so izgubili vse in ki so gledali, kako voda jim jemlje vse in niso mogli nič. To priješ potem domov in razmišljaš o teh ljudeh, kaj se jim je zgodilo, kako bi lahko pomagal. Ne moreš se dati na pol, tudi ti imaš svoje življenje, moraš delati naprej. Ampak ajde, ta en teden smo pač dali svoje življenje na stran, da smo pač hodili okoli in pomagali. In v Letušu smo delali pri eni hiši, kjer sta živela starejši gospod in gospa. To sem dobil prek Facebooka, prek vnukinje in zopet sta izgubila skoraj vse. Ja, hiša je bila do prvega štuka, rešili so jih, mislim, da skozi strešno okno s čolnom. Voda je bila vse okoli, gospod je imel zelo rad svoj vinograd, ki ga je izgubil, vse mu je voda zravnala in porušila. Ogromno enih kokoši mu je voda vzela, ki jih je tudi zelo s ponosom govoril, da je imel krasne kokoši, pa ne vem, kakšne kokoši, še vse. In vse to mu je vzela voda. In smo pač prvi dan spravili vodo ven iz garaže, drugi dan smo pa postavili gospodu nazaj vinograd. Ta drugi dan se nas je zbralo okoli 30, vsa čast vsem, ki ste mi pisali in ste prišli pomagati. Res, ker če bi napisal, da gremo fukat kurve na Tajsko, bi se nas zbralo 2000. Zdaj to, ko govoriš, da si pač tam hodil pomagati, da si tam to videl, to je tako dvorezni meč. Se zavedam, da je to tudi filanje ega, ne bom lagal. Itak, ko ti nekdo napiše, svaka čast, ste pomagali tu, svaka vam čast, kapo dol. Vse se lepo počutiš, kdo se pa ne. In je dvorezni meč. Taka zadeve, kot recimo objavljaš, da pomagaš, so lahko pozitivne, da vidiš nekdo drug, pa gre zaradi tega, ker je videl pri tebi pomagati. Je pa druga stran slaba, ker pač, bom rekel, sebe mečeš v ospredje, da pomagaš in s tem kažeš, kako si pomagal, ne. In zato sem jaz minimalno objavljal takrat tiste dni, po eno fotko, 2 na storije, sem redko kaj dal. Ampak vseeno, nekaj sem objavil, ne bom se zdaj tu delal finega in jaz pa nisem nič delil. Je pa daleč od tega, da bi jaz to delil, zato da bi si filal ego. Če si želim filati ego, si ga bom nafilal kjerkoli drugje, ne. Jaz verjamem, da sem marsikoga s temi objavami, ko sem pisal, kje lahko pomagamo in tako naprej, in ko sem iskal pomoč in ko sem tu pa tam objavil kakšno fotko, da sem marsikoga spodbudil, da se je tudi on pridružil oziroma je šel sam pomagati. Komaj se nas je zbralo 30, ampak vseeno ogromno in smo res tisti dan naredili veliko in postavili celoten vinograd, one stebre zabijali not. Ampak ni nam bilo težko, ker smo videli, ko so ljudje hvaležni in samo si rečeš, mogoče bom pa jutri jaz rabo to pomoč in bom prav tako hvaležen vsake roke, da mi pomaga. In potem je bil še zadnji dan, da sem pač, bom rekel, imel čas, da lahko pomagam in to so bile Luče oziroma zaselek Rastke. Stari, v Mozirju je bilo hudo, v Letušu je bilo hudo. Samo ko sem pa prišel v Rastke, v ta zaselek, stari moj, to same skale, kamni, toliko koščka trave ni bilo, vojaki, težke mehanizacije, stroji. Dejansko, jaz sem bil po moje 2-3 minute, sem samo stal in gledal, kam sem jaz uletel, ne. Ker kaj takega še nisem videl. Sara se je zlomila, Sara je začela jokati, tisti en most še, ki je stal.
vse okolje je bilo. Jaz sem samo čakal, da mi bo nekdo od vojakov porinil puško v roke in rekel, ajde, marš. Ne. Dejansko izgledalo je, kot da si na fronti. Ko to vidiš v živo, pečko, materno. Grdo se sliši, ampak to bi mogel videti vsako živo. Res, sploh tiste razvajene riti, ki se jim jebe, ker bi spremenil pogled na življenje. Res, in od te poplave naprej, stari, sploh ne jamram za neke gluposti, ampak ko sem se pogovarjal z ljudmi, ko sem bil tam, so lih to rekli. Ne. 2 dni nazaj sem jamral, ker imam počasen internet, danes nimam več strehe nad glavo. In to je to, ker čez noč lahko izgubiš vse. Vsem tem, kar si videl in doživel, ko si bil na terenu, si prav sam sebi rekel, stari, zakaj tudi jaz nisem izgubil vsega? Zakaj tudi meni ni voda udrla v stanovanje in mi vzela vse? Ne? Prav slabo vest si imel in to se zelo, zelo čudno sliši, ampak želel si, da se tudi tebi kaj takega zgodi. In tu v Rastkah je bilo, tukaj itak človeške roke niso imele kaj delati. Prišla sta 2 kolega iz obale in smo samo razvozili pitno vodo, hrano, čistila, hrano za živali, od hiše do hiše, kar so rabili. Ne najdem sploh besed, res ne najdem besed. Bolano. Tukaj sem tudi videl hišo od Angele, ki je voda dejansko je hišo prelomila na pol. Noro je to, ko to vidiš v živo, je čisto nekaj drugega kot prek medijev in slik. Sploh ko govori z ljudmi. In upam, da se to nikoli več ne ponovi in nobenemu ne želim to. Mislim, zakaj bi sploh komu kaj takega to želel. Rad bi samo povedal, da nihče ni dolžen pomagati. Če želiš pomagati, greš pomagati. Ne? Če nočeš, ni nič narobe. In če si poslal 100 evrov, to zopet ne pomeni, da si dober človek. In zopet ne pomeni, da sem jaz ne vem kako svetnik in dober človek, ker sem pač tistih 5-6 dni držal lopato v rokah. In če ti nisi želel iti pomagati in držati lopato v roke, ni nič narobe. Tako da tu je tako prihajalo svašta vmes in tiste Ane Colje in Heidi s temi neumnimi videi in slikami in to je pa so, ker te ljudje so razvajeni, imajo polno rit in nimajo filtra, kdaj kaj objaviti, kdaj ne. Oni so med največjo poplavo in vse, kar se je zgodilo, delili kode za popust in se fotkali v brekah in pozirali. In to je to, kar pravim. Ljudje imajo polno rit in nikoli niso živeli v pomanjkanju in zaradi tega so njihovi možgani zastrupljeni in nimajo občutka in ne filtra, kdaj kaj deliti, kdaj kaj objaviti, kdaj povedati. In v takih zadevah se točno vidi, kdo je Indijanc in kdo je egoist in sebičnež in kdo ima občutek do sočloveka, ko rabi pomoč. Ampak še vedno trdim, nihče pa ni dolžen pomagati, ampak nek filter, kaj v tistem času, ko so ljudje izgubili vse, kaj objaviti, kaj pisati, kdaj se kurčiti, bi pa lahko vsak imel. Zdaj pa gremo na dres od Jana Oblaka, ki sem ga prodal za rekordnih 5000 evrov. Prvo bi rad povedal, da nikoli več ne bom delal nobene dobrodelne dražbe, ravno zato, ker so ljudje pokvarjeni. Jaz ta dres nisem bil primoran dati na dražbo, jaz bi se lahko obrisal rit in ga fuknil v smeti. Res, da je od Oblaka, ta dres mi je nekaj pomenil, ker ta dres dvomim, proklete dlake, dvomim, da ga bom še kdaj lahko dobil, ker to ravno ne kupiš na vsaki tržnici v Sarajevu. In mi je nekaj pomenil, ker za vsak dres, ki ga imam, ima svojo zgodbo in jih čuvam, pizda, kot da je zlato. In sem rekel, stari, jaz imam vse. Meni voda ni odnesla nič, kot sem rekel, suh kavč imam, ležim ko prasec, lahko si ga žlajfam pod suho streho, suhi zidovi. Zdaj nekaj sem pomagal, ampak imam tudi jaz svoje življenje, moram tudi jaz delati, da plačam račune, tudi moja punca mora delati in zdaj, če bi vse pustil in jim pomagal, kam bi pa prišli. Ne? Pol bi še jaz rabo pomoč, ker ne bi mogel plačati položnic. Ampak sem rekel, hajde, 7 dni ne delam nič in grem okoli pomagati. Sem pa vseeno čutil, da še nekaj se da narediti in sem dal ta svoj dres na dražbo. In jaz sem rekel, ajde, 500 evrov bomo zbrali. Kurac, zbrali smo 5000 evrov. Ja, padali so vmes ponudbe, 7000, 6500, celo 10 000. Ampak te ljudje, meni se ni dalo kregati, ker že tako sem izgubil toliko živcev. Jaz sem se na koncu dražbe počutil govno. Čeprav sem bil ne kriv, ne dolžen, sem se počutil govno. Ravno zato, ker te ljudje, ki so ponujali 6, 7, 10 000 evrov, ali so me blokirali, ali so napisali ne morem, ali enostavno so me celo napadli. Nekdo je ponudil 10 000 evrov, mi je napisal, ne bom dal, itak ta dražba sploh ni resna. In potem se ti počutiš govno, ko največje govno, ko tisti zelen pljunec na cesti,
ker si samo pač želel zbrati denar. In meni se z ljudmi ni dalo kregati, sploh ne v teh situacijah, ko so ljudje izgubili vse. In sem pač samo napisal, boš dal, ne boš, hvala lepo, nasvidenje. No, eden me je blokiral, ta tretji mi je pa tako napisal komentar, da ta dražba ni resna. Kdo je to naredil, dobro veste, kdo ste, jaz upam, da mirno zaspite, ker tukaj ste se norčevali in igrali z ljudmi, ki so izgubili vse. Če ti mirno zaspiš s tem, super, jaz ne bi mogel. Marko Nikolić, ti, ki si pa dal 5000 evrov za dres, ti imaš doživljenjsko masažo prostate, doživljenjsko ti masiram tabane, strežem, kar želiš in kot sem to rekel, tetoviral si bom tvoje ime, ker ti si edini ostal resen in si brez kakršnega koli jamranja dal 5000 evrov. Marko, ti imaš taka muda. Veš tiste krogle na tistih žerjavih, ki rušijo stavbe, taka muda imaš kot tisto kroglo. Brez problema si dal teh 5000 evrov, celo napisal si jebi ga, bomo že zaslužili novih. Tako da Marko Nikolić je tisti, ki je dal 5000 evrov za dres, za Oblaka in teh 5000 evrov je šlo 3000 evrov smo dali Angeli, oziroma Angeli, tak je izrast, ki je izgubila vse. Gospod sem tudi poklical, oziroma punca jo je in ona je dala objavo, da pač zbira denar in je rekla, da še nobeni ni nakazal nič. In tako smo to slišali, nas je zlomilo in smo ji nakazali 3000 evrov. Trenutno živi v stari hiši, prav težko je to govoriti, stari, jebem ti mater. V stari hiši, ki ji je dala, oziroma posodila gospa, ki je ravno tako izgubila vse iz Mozirja in je dimnik v zelo slabem stanju in je rekla, da teh 3000 evrov bo prišlo tako prav, da lahko sanira dimnik, da lahko zimo preživi na toplem. In če ji kdo še lahko pomaga, tukaj so njeni podatki, pa 100 evrov, 10 evrov, 10 evrov. In sem rekel, nič ne bomo dali 3000 evrov, ker sem njeno hišo videl tudi v živo. Dal sem pa denar ljudem, kjer sem videl, da javno iščejo pomoč, ravno zato, da lahko javno in transparentno objavim, kam je šel denar. Potem 1000 evrov sem dal Timu, Tim je v poplavi izgubil skoraj vse, Tim je tudi pisal in ne vem, ali je videl v meni nek vzor ali moč, ampak se mi je na dolgo in široko zahvalil vsem gasilcem in vojakom, ki so mu v tistem času pomagali njemu in vsem ostalim. In kljub temu, da je izgubil vse, je še vedno dal tisto žogo podpisano strani rokometašev na dobrodelno dražbo. Poslal mi je kupenih posnetkov, kjer sem videl, kaj je voda naredila iz njihove hiše in sem pač dobil občutek, da je Tim srčen fant in smo njemu poslali 1000 evrov, plus tisti denar, ki se je zbral z žogo in še 1000 evrov smo nakazali Maruši, ki je voda prav tako zalila že tako staro hišo. Ampak v tej hiši je imel tudi delavnico eden od ljudi, ki sem ga spoznal zaradi teh avtomobilov in teh kar mitov. Do mene je bil fair in pošten in sem začutil, da bom tudi njim poslal denar. Tako da tukaj je šlo teh 5000 evrov. Ampak so se tudi potem najdli razni strokovnjaki in pametnjakoviči in mi pisali, ja, tistemu si dal denar, on ne rabi, on hodi okoli, on zdaj žura. Ne, najboljše, da človek, ki je vse izgubil, se obesi. Ljudje so izgubili vse. Se pravi, če je vse izgubil, mora vse sprejeti, kar mu daš, najbolj rjasto pečico, najbolj dotrajano pohištvo in pospermano posteljnino. Ne, stari, ni res, če ti nočeš tega imeti doma, ne niti dajati naprej. Tudi če bi 5000 evrov dal Angeli, bi rekli, ja, zdaj si dal vse njej, zakaj nisi dal onemu, tretjemu in levemu, oni si bolj zasluži, ta si manj, ta si več. In to najverjetneje ljudje, ki niso niti za 10 minut primili lopato v roke oziroma poslali enega SMS-a. Ampak kot pravim, nihče ni primoran ne držati lopate v roki, niti poslati SMS-a. Ampak če že nisi nič od tega naredil, da vsaj bodi tiho in ne bodi pameten. No, tako se je dres od Oblaka prodal za vrtoglavih 5000 evrov. Tem ljudem vsak evro pride prav, če ne drugo, tudi če grejo na dopust tem denarjem, mene totalno ne moti, ker verjamem, da v takih časih, ko zgubiš vse, moraš spucati glavo, da dobiš motivacijo nazaj in začneš pač graditi, kar si izgubil. Za konec bi se samo zahvalil še vsem, ki ste pomagali na kakršenkoli način, sploh tisti, ki ste držali lopate in delali kot biki in predvsem valjda gasilci, vojaki, civilna zaščita in vsi ostali organi, ki ste nesebično pomagali tem ljudem, ki so pač izgubili vse ali skoraj vse. Dajte ceniti to, kar imate, ker jutri tega lahko nimate več in ne jamrati zaradi gluposti, ker mislim, da je ta poplava lep dokaz, kako je to vsakdanje jamranje totalno nepotrebno. Čau!